Pozdravljeni. Za ekipe Formule 1 se je poletni premor končal in mnogi avtorji so začeli tudi z zgodbami, kaj lahko pričakujemo na veliki nagradi Belgije. Tokrat bomo pogledali primer, kjer je avtor razočaral vse nas, ki imamo radi ta šport. Na prihajajoči veliki nagradi Belgije bomo lahko videli na tehničnem področju kar nekaj zanimivih sprememb. O novi metodologiji preverjanja togosti lesene distančne plošče smo že govorili in upam, da je bilo to dovolj. A na prihajajoči dirki v Spa-Francorchampu bomo lahko videli tudi zadnjo homologacijo, kar se tiče kontrolnih elektronik ter baterij, dveh komponent pogonskega sklopa. In seveda to, da dobavitelj mora homologirati še ti dve komponenti, ne pomeni, da ju bomo videli kar takoj vgrajene na seveda bolidih Formule 1. A v uvodniku sem nekako nakazal, da se bomo danes tudi ukvarjali z novinarji, ki nam podajajo novice. Mnogokrat se zgodi, da sam naletim na članke, ki so irealni. In seveda, zavedam se dejstva, da marsikatero stvar v Formuli 1 je treba poenostaviti, ampak ne do te mere, da vsebina ne odraža več realnosti. In ponavadi taki ekskurzi se zgodijo v virih, ki so dobesedno omejeni. Ampak tu brez zamere ne govorim o kognitivni sposobnosti bralcev. Prej govorim o kognitivni sposobnosti avtorjev, ki določenih zadev skratka ne razumejo. In danes sem bil izjemno presenečen, ko sem naletel na sestavek Franka Nunesa na italijanski verziji spletnega portala motosport.com, ker izgleda, da ne razume osnov. Ampak njegove napake nam bodo v veliko pomoč pri razumevanju seveda dane situacije. Vkolikor ste imeli možnost prebrati ta članek, ste verjetno tudi vi opazili, da nekaj zadev pravzaprav je skregano s tistim, kar piše v športnem in tudi tehničnem pravilniku. A treba je povedati, da Franco Nunes v samem začetku je napravil dokaj dobro obnovo vsega tistega, kar se je zgodilo predvsem pri skuderiji Ferrari. In moramo tudi razumeti, da skuderija Ferrari v italijansko govorečih virih ima čisto drugačen status. Tokrat je šel Nunes čez mejo. Namreč napovedal je, da na prihajajoči veliki nagradi Belgije bo lahko imel Charles Leclerc peti pogonski sklop. In da ne bo težav, piše peti pogonski sklop in ne elementi pogonskega sklopa. A to ni nič takega. Videli smo, da so jih letos zamenjali že nekaj pri Ferrariju in seveda v vseh ekipah, ki uporabljajo ta pogonski sklop. A težava je v tem, da Franco Nunes je povedal, da tako ali drugače sedaj so jih zamenjali dovolj, da je vsaka menjava vredna le 5 kazenskih mest. In če bi bilo to res, bi bilo seveda enkrat. Kazen se šteje na vsak element pogonskega sklopa in ne na celoten pogonski sklop. In če nekako upoštevamo, da pri skuderiji Ferrari bodo zamenjali kontrolno elektroniko ter baterijo, bomo prišli do zanimivega zaključka. Namreč, če to storijo na bolidu Charlesa Leclerca in Carlosa Sainza mlajšega, ne bosta imela 5 kazenskih mest, temveč 15. Namreč, sedaj sta zamenjala 2 bateriji. Tretja baterija je prva, ki gre čez mejo, zato sledi kazen 10 mest. Pri kontrolni elektroniki bo to 4., torej dodatnih 5 mest. 10 plus 5 zaenkrat je dalo še zmeraj rezultat 15.
Kje so še kazenska mesta za motor z notranjim izgorevanjem, turbokompresor, MGUH, MGUK? No ja, vsak si lahko odgovori po svoje. Kolikor bo prišlo do take menjave na bolidu Charlesa Leclerca, seveda pomeni, da bo dirko začel iz dna. Pustimo sedaj članek Franka Nunjesa. Namreč ta njegova napaka nas opomni na nekaj, kar je izjemno zanimivo. Kdo so tisti vozniki, ki si to menjavo lahko privoščijo brez kazni? In tu je odgovor izjemno enostaven. Privoščijo si jo lahko samo tisti, ki so do sedaj uporabili eno kontrolno elektroniko in eno baterijo. Namreč ta dva elementa sta posebna. Dovoljeno jih je uporabiti le par na sezono. In če pogledamo tisto, kar nam kažejo uradne statistike, bomo takoj ugotovili, da Max Verstappen ter oba voznika McLarena med tistimi najboljšimi so edini, ki si kaj takega lahko privoščijo. Vsi ostali bodo dobili 5 ali 10 mestov kazni, najmanj. Pri skuderiji Ferrari, kot smo povedali, 5. In treba je tu poudariti še nekaj. Na začetku sezone so zamrznili razvoj, kar se tiče pogonskih sklopov v Formuli 1. O tem smo že govorili tudi v preteklosti, kajti to je bila izrecna želja Red Bulla. A po drugi strani so pustili zadnjo homologacijo, kar se tiče baterij in kontrolnih elektronik, da se opravi do velike nagrade Belgije oziroma do septembra. Pomeni, da vse tisto, kar se je zgodilo do sedaj, kar se tiče generalnih sprememb, bomo gledali do konca sezone 2025. Tu pridemo do situacije, kjer je članek Franka Nunjesa postal dobesedno komičen. Zakaj? Povedal je, da Charles Leclerc na tej progi, kjer je pomembno imeti čim boljši pogonski sklop, svež, s čim večjo močjo, bo s temi spremembami pridobil 15 konjskih moči. In seveda sedaj se mi vsi lahko začnemo spraševati, kako je možno, da bo sredi zamrznitve pogonskega sklopa imel Charles Leclerc kar naenkrat 15 konjskih moči več. Iz motorja z notranjim izgorevanjem zagotovo ne, edino iz tistih dveh komponent, ki jo bodo homologirali sedaj. In seveda v teoriji bi bilo to izjemno lepo, če pravilnik Formule 1 ne bi veleval nekaj drugega. To, da je moč MGUK-ja omejena na 120 kW in da je energija, ki lahko z baterije prek kontrolne elektronike gre v ta element in seveda tudi nazaj, omejena. In sedaj se je seveda verjetno potrebno vprašati, koliko ta avtor, katerega do sedaj sem imel za strokovnjaka, ve o teh osnovah Formule 1. Da ne govorim o dejstvu, da je trdil, da na veliki nagradi Belgije stopi v veljavo direktiva 039/22. Res je. A treba je opomniti še nekaj, na veliki nagradi Belgije stopi v veljavo tudi nov tehnični pravilnik, kjer so zadeve bistveno strožje zapisane. A pustimo, to je mogoče lapsus. A zavedati se moramo nekaj. Navdušenci Formule 1 so ljudje, ki imajo radi ta šport. Pogostokrat ne poznajo vseh pravil in vseh odtenkov. To še ne pomeni, da jim lahko kdorkoli pove karkoli, še posebej, če je napačen. Ljubitelji Formule 1 so osebe, ki niso neumne. Treba jim je samo zadeve razložiti in pravilno, skladno s pravilom. To, kar vidimo v članku Franka Nunjesa, ni. Je neke vrste obliž na ranjeno dušo navijačev skuderije Ferrari, ampak čez teden bomo videli, da bo slika čisto drugačna. A bodo mnogi tifozi na te nebuloze do takrat že pozabili? Upam, da ne. A bistveno je to, da smo videli, da pri vseh tistih v svetu Formule 1 so zgodbe take, da jim ne gre verjeti in da mnogo bolje je, kdaj pa kdaj, zadeve preveriti.
ne samo enkrat, kdaj pa kdaj tudi dvakrat. A za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.